Prostore in dvorišče hotela Kunst so takole zavzeli čopiči barve in platna. Slikarske kolonije, ki jo je vodil akademski slikar Jože Marinč, so se udeležili še Maksimilijan Sternat-Milč, Jerca Šantej in Mitja Bobnar. Delam hitro zjutraj, ker imam pasto in se mi pasta hitro suši. Danes sem napravil to sliko že zjutraj od 4:30, naprimer, do zdaj. Vsak umetnik je k tednu doprinesel svoj pečat. Jerco Šantej denimo zadnje čase navdihuje odtis plastike. Recimo platno kupiš in je v plastiko zavit, in ker nerada vse uporabim in potem to plastiko v bistvu iz tega naredim odtise in večkratne in lejerje in na ta način, in to je tehnika, ki jo uporabljam tudi običajno. Svoji tehniki je ostal zvest tudi gostitelj slikarske kolonije. Delam neke vrste krajino, ki je malo posebna, ker je polno noter mikrokozmosov raznih, ko bi se nekaj dogajalo v tej krajini, ali na poljih, ali na njivah, ali v tem pragozdu, ali kjerkoli. Mogoče so malo bolj energetske barve, to se pravi malo živahnejše, zaradi tega, da je večji kontrast med realnim življenjem in dejanskim stanjem, ki ga imamo mi v svetu. Trem umetnikom se je pridružil oblikovalec Mitja Bobnar, ki je v hotelu Kunst zasnoval 4 umetniške sobe. Tokrat se je posvetil delu, ki se je nanašalo na vojno in trenutno stanje v Ukrajini. Precej zgovorna je bila že izbira materialov, žita in moke. Tole predstavlja neko vojsko, a ne po žitnih poljih. Tukaj vidimo pa, kaj je ostalo od mest. In več ali manj nam to servirajo ves čas. Pač se mi zdi dobra tema, barve se mi zdijo take, hotel so neko hladno vzdušje. Teden umetnosti je drugi od 4 tematskih dogodkov, ki jih pripravljajo pri Kunstu. Prvi je bil z Nušo Derendo, kulinarično glasbeni večer, drugi je z Jožetom Marinčem, nosilec tega tedna naše umetnosti, ki se dogaja v naši hiši. Potem pa še imamo en dogodek z Damjanom Kozoletom, pa enega na temo s Slavkom Cerjakom. To so vsi, ki imajo pri nas sobe, ki so po njih opremljene, po njihovem stilu, tako da izražajo njihovo obdobje. V tem tednu smo pa želeli prinesti v našo hišo umetnost, barve, ta umetniški duh, ki se dogaja skozi cel teden. Kolonije so se razveselili tudi umetniki, saj so jih v zadnjih 2 letih že precej pogrešali. Parada, krasno, ko je konc tega covida, pa tako ljudje so malo zaživeli, dogaja se, res je dobro in mislim, da tako, da bi bili prenovljeni, veš, nove energije imaš, vse je drugačno in se res radi udeležujemo, ker rabimo to, rabimo komunikacijo, rabimo dotike, vse to super, zato je pa še boljše tako. Poletje je en tak čas, ko ustvarjamo več ali manj od zunaj, in to je letos moja prva kolonija, zdaj grem še na 4 kolonije. V juniju mesecu gremo na Pašman in tako, da nekje lepo je delati zunaj in druženje in eno z drugim povezano. Teden umetnosti so sklenili z art večerom, ki je bil osrednji dogodek tedna.